Taži Tokuhisa je televizijski voditelj, maneken in odličen športnik. Zanimalo nas je, kako skrbi za zdravje, za dobro počutje in seveda za to, da tako dobro izgleda. Taži, živjo. Živjo. Šport je še zmeraj del tvojega življenja, ne? Vedno je bil in tudi upam, da vedno bo. Kaj zdaj vse delaš? Ja, glavna okupacija športna, da tako rečem, je še vedno karate. To je recimo 3-krat na teden plus košarka. Potem v recimo zadnjih 2 letih sem se pa precej navdušil tudi nad tako imenovanim street workoutom. To je Kaj pa je to? Trening z lastno težo. Zadeva izvira v bistvu iz vzhodnega bloka, kjer jasno ni bilo denarja za fitnese. In so fantje in punce začeli trenirati zunaj na prostem, na tako imenovani štangi. Tako da je izredno učinkovit trening, kjer deluje komplet celo telo in lahko dosežeš vrhunske rezultate, če začneš mogoče malo mlajši. In fantje delajo res take prvine, kot recimo v gimnastiki. Tako da je enemu navadnemu smrtniku to praktično nedosegljiv in nepredstavljiv. Ampak s treningom se da vse narediti. Pri majčkeno starejših, ker ni važno, koliko si star, lahko vedno delaš, sam prepričati se moraš tukaj gor. Če bi jaz začela? Midva bova začela, tako da ne če. Brez skrbi, lahko dela kdorkoli in za fante in za punce. Za punce se recimo malo lažje vaje naredi. Ampak tudi tukaj vidim recimo v parku punce, ki so zagrete, ki orang trenirajo in jasno, vse se da. Kaj pa zdajle morje prihaja, tvoje ribice? To je pa letos je bila zelo blaga zima, tako da se morje niti ni toliko segrel oziroma shladil kot ponavadi, tako da se je sezona že začela. Tole si mi pripravil, si me počastil, Tako. To je del tvojega vsakdana ali kako? Ja, v bistvu res. Po treningu ponavadi vedno spijem to kokosovo vodo. Ta je še prav posebna, izredno čista, je naravni izotonik, kar pomeni, da dejansko bi lahko to celo kot infuzijo si dal. No, v skrajnih primerih, ampak je pa izredno dober regenerator, pa antioksidant, tako da ga priporočam vsakmu. Zdaj si pa rekel, da me boš peljal še v tvoj ključek. Tako je. Ključek je pa dejansko moja trenutna največja okupacija, kar se posla tiče. Escape room, kakor recimo že ogromno ljudi pozna to generično ime. Imamo ga v centru Ljubljane oziroma imam ga in je velika uspešnica. Zanimivo je zato, ker je tako za otroke kot za odrasle, skratka za kogarkoli in ponuja res eno tako nepozabno zabavo, druženje, res nekaj novega. Za mlade in stare si rekel? Tako. Mislim, mlajše in starejše bova rekla. Ja, za mlade in mlade po srcu. Za otroke smo to prilagodili v bistvu, ker smo videli, ko so prihajali v spremstvu staršev, kako uživajo in kako neobremenjene glave imajo in smo rekli, dajmo narediti še otroško verzijo, tako da obe sobi, ki jih imamo, sta prilagojeni tako otrokom kot tudi odraslim. Tako da otroci lahko sami pridejo, tam nekje od starosti 8 do 12 let, imajo posebno otroško verzijo in delajo kašus in uživajo. Taži, se veselim s tabo, to veš, da vedno in hvala za tale klepet, pa greva v ključek. Hvala vama, v redu, na ključek pa na štango. Dobrodošli v The Key. Vstopili ste v Sherlockovo sobo, kjer morate vklopiti svojo detektivsko žilico. To je Da Vinčijeva soba, prepredena z njegovimi skrivnostmi.